Mislim, da lahko si izmisliš karkoli, začneš na nuli, pa ustvariš karkoli si želiš. Tisti, ki mi jamrajo, da je zdaj težko uspeti in ne moram verjeti, ker res ne verjamem tega. Ne. Gea Klopčar. Pri podjetnikih je največji problem to, da mislimo, da samo mi znamo to delati. Če jaz znam, lahko zna nekdo drug. Želela sem vse naenkrat imeti pod kontrolo. Služba, podjetje, zaposlene, vse sem hotela naenkrat, ne vem. Kaj pa ta občutek, kaj si bojo drugi mislili? Mislim, da je zelo človeško to, da si vsi malo to imamo v glavi, kaj si ljudje mislili. Jaz to veliko sprašujem ljudi, kaj si pa sploh želiš? Večinoma ne vejo, zakaj želiš biti v vlogi žrtve, kaj ti to daje. Pred prvo izgorelost sem ugotovila, da sem želela slišati besedo pridna. Tako da verjetno nekaj iz otroštva pa nekaj prihaja, da sem želela biti pridna dovolj. Pridna punčka, ne? Zdaj mi je pa grozno to slišati, ker tako prav pridna noče, zdaj hočem biti svobodna. Česa te je bilo strah? Da ne bom zmogla, zato sem tudi izgorela. Jaz sem športnica, jaz moram športati, jaz moram biti aktivna, jaz moram biti fit. Ko sem delala pol leta, pa sem pristala v bolnici. Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Če ti relativno hiter ljudi v svojemu podjetju, kakorkoli, naučiš ali pa jim pokažeš, kako sprejemati kritiko, ne? Da si jo želijo, pol po moje, kaj enkrat to pade, ja, pa tudi v lifeu je pol lažje, a veš, kaj je uno. Dej povej mi, ja, resnico hočem, ne? Če je resnica tako top of the list. Presežem isto, razmišljam skozi. Sam resnico povej. Boli čas, kaj svina, ampak dej mi. Se pravi, resnica nekako. Resnica prioriteta vedno. Iz kje izhaja to? Kako si se to naučila, ja? Taka sem, že od vedno, po mojem. Iskalka resnice. Če me vprašaš, bom povedala tako, kaj je. Sigurno se kdaj zlažem, ampak... A že kot otrok? Sem le iskrena. Se spomniš? V puberteti sem lagala staršem, ja, ker sem skrivala, pa... Dar, se smo vsi. Pa sem prišla domov, take stvari, ja, ampak drugače pa trudim se živeti v maksimalni resnici, tako. Pa kar slišam od tebe, se mi zdi, da si ful taki, to mi je všeč in to redko vidim pri ljudeh in mi je zanimivo. Ja, všeč. Vse po moje, da naj je to povezal, da sem začutil, da te povabim kot gostjo. Ne vem, zdaj zadnje 2 dni, ko sem malo razmišljal, kam jaz ga vprašal, ne? Sem si spet dal šanso, da pa jaz svoji resnici sledim, ker je pač boš videl, ko se usedeta, kam pogovor šel, ne? Sej ni tukaj zdaj, da mora vsak neki prpelati sabo, pa neko agendo med kaj bo povedal, ne? Se mi zdi, da je to lepota podcasta. Strinjam. Tega, ne? A poslušaš kaj? Si poslušala? Ja, ful, ja, z veseljem poslušam vedno. Mislim, kuham s tabo velikrat. Kuhaš? Ali pa se vozim v avto, kdaj. Ja. Kjera ti je bila do zdaj najbolj všeč, to je tako, ampak kjera ti je ostala v spominu, pa zakaj epizoda? Ful mi je bilo všeč Grilo Gang, tale. Nina. Nina, ja. Moje zato, ker mi je všeč njen vibe, kako govori, pa ker se mi tudi zdela taka tok pristna, tako topla. Ja, bi rada spoznala. Fajn deluje, ženska. Ja, cool modelka je. Tako neka prezenca. Veš, kaj pri kakšnemu človeku tako začutiš, že v sobo pride. Tako, tukaj pa je nekaj od zadja, ne. Nekaj drugače, ni uno neko povprečje, pa da ne bi opazil, ampak opaziš. Razumem, kaj in pol je še čist drobčkana. A ne, je tako ful je weird, ker je uno. Pa to, kaj ne moči. To, kaj ne moči, ja. To, kaj ne moči. Sicer jaz mislim, da je malo premočna, ali pa je pač to samo v mojih očeh, ker sem mogoče malo zaradi tega ocenil, ker je ženska, da bi mogla biti malo, veš. Mogla biti. Zakaj? No, vse to ti hočem povedati. To je nekako prepričanje, ker sploh ne vem, na podlagi česa se je ustvarilo in vem, da ni cool, da tako pač gledaš, oziroma cool. Tvoje mnenje, ja. Tako, ampak zakaj, a veš, po defaultu
žensko enačam oziroma bi mogla biti šibkejša, ne? In mi je všeč, da danes ti tukaj sediš, ker dejansko pa lih to moč oddajaš. Ker na Flowsu nisem toliko opazil, ker si bila pač nekako drugo energijo spuščena, ne vem, kako bi rekel. Točno vem, kaj govoriš. Ja, pač vsak ima neke svoje vloge in tudi jaz vem, da sem različna oseba z različno masko. Tukaj zdaj, kakor v poslu, pa v familiji, pa med frendicam, pa na Flowsu sploh čist druga. Tega se ful veselim druge. Ja, jaz isto. Ful. Jaz celo familijo pridem. Lepo? Ja. Lepo? Mami, v bistvu. A mami pride? Žena pa. Mami pride, carica. Ja. A jo poznaš? Ne, jo bom spoznala. Ja, ona bo una, ki bo na vseh delavnicah, pa Okay. pol ure prej tam stala zulo z joga metom, stari, že videl. Jo bom dala bleščičke. Da, itak. Teda? Ja. Sem to, kar si rekel, da bi mogla biti ženska močnejša, mogoče je mogla biti, ali pa tudi zase lahko govorim, sem mogla biti, da smo prišli nekam, kamor smo želeli priti, tako da pride prav tudi ta moč v ženski vlogi. Kdaj si prvič opazila, da je več teh gej obstaja? Torej, da je ena bolj taka, druga bolj taka. Se mogoče spomniš, ali je to čist zavedanje, ki je prišel po flowu? Prav momenta, da bi se to zavedala, se ne spomnim, dvomim, da je bil prav ena točka, en moment. Ampak vem, da me je prizadel, kdaj, ko mi je kdo rekel, ti si pa v moški energiji. Tako, res, odkje, se ne vidim tako, ne? To je zdaj boleče, se pravi, ne smem biti. In sem na moškem principu delala, kako bi bila bolj ženska. Se pravi, v trdosti sem hotela biti bolj ženstvena. In pa sem vedno pogosteje to slišala, pa noben mi ni hotel žaliti s tem, sem hotela sem povedati, da daješ neko moč, tako kot si ti prej rekel. In je trajalo kar nekaj časa, da sem sprejela ta del sebe in da sem zdaj zelo v redu s tem, ker me je daljš pripeljali in sem zadovoljna s tem, da sem tukaj, kjer sem in ker vem, da obstaja drug del mene, s katerim se počutim jaz bolj nežna in bolj pristna, ampak samo ob ljudeh, ki mi to dovoljujejo. Ali pa ko si sama pustim ob nekaterih ljudeh, kjer se počutim bolj varno, sproščeno in takrat čutim sebe tako, zares in sem drugačna. In zdaj mi je največ to potovanje dalo, ker sem ti rekla, sem bila 3 mesece po Srednji Ameriki, kjer nisem rabila nobenemu dokazovati se, kdo sem, ker me noben tam ni poznal, ker sem bila sama in sem res čutila sebe in po mojem sem bila predvsej v ženski energiji, ker sem veliko plesala, tako zunaj pa si pela, pa čisto v drugem svetu sem bila, brez obveze pa brez dokazovanja, kdo sem. Nisem rabila nobenemu oči pokazati in me je tako lepo peljali takrat, da... A se ti zdi, da s tem, ko si svoje podjetje Forma X postavila, se ne vem, kdaj si to začela? Zdaj bo 8 let. 8 let. A se ti zdi, da ko si to začela delati, si mi lahko kaj za dokazati? Sem se veliko vprašala to, kar ponavadi je, da hočemo staršem, pa mislim, da to ni bilo to. Sem iskala pol zelo, zakaj sem se tako matrala, ampak mislim, da je samo to, da ne želim biti povprečna, želim vedno biti nekaj drugače, želim več od življenja. In takrat sem hotela sam dokazati, da nekaj zmorem, po moje sama sebi, in nisem hotela spustiti tega, ker je bil moj baby, jaz hočem zdaj to spela do konca. Potem pa sem našla prioritete, tako res močne, kaj si želim od življenja in sem na tak način peljala naprej. In nazadnje je bila ta, kakšno let pa polno postavljena prioriteta, res si želim biti dobra mama, ki ima čas za svoje otroke. Nisem, a ne mama, ampak enkrat, ko bom, želim imeti to časovno in finančno svobodo, da se lahko ukvarjam z otrokom, brez da sem tista poslovna ženska, ki je konstantno z glavo pri poslu. Ja, to mi je zelo velik dal ta prioritetna lista. Sem se pa mogla vse sama sabo pa zmeniti, kaj mi je res pomembno. Daj mi na začetek pel, ko si se začela igrati z idejo, da bi imela nekaj svojega. Kaj si predtem delala? Daj mi malo backstoryja, no. Ok. Delala sem nekaj podobnega za nekoga drugega kot študentka, stara sem bila 20 let in potem je nekdo v meni videl priložnost in je investiral vame in tako sva šla na svoje. On je bil investitor, je pobiral pač 50%, jaz sem pa sestavila vse od začetka, ampak sem bila stara pa 21 let in nisem imela pojma o ničemer. Kako odpreti posel, kaj delati, kako uporabljati stranke, marketingu, nič nisem vedela, samo kako izvajati treninge, pa fizioterapijo, ker sem to študirala. In po roku nekaj pol leta ni šlo. Ni zalaufal, nismo delali nekega plusa in je on rekel, jaz imam dosti tega, jaz to ne bi več, dajmo prodati. Jaz pa nisem mogla, ki je bil moj baby, a ne, bom pa odkupila in sem si sposodila denar, pa sem odkupila pač začetni vložek.
In dala vse noter, celo sebe, da sem bolj skredila. Pogumno. Ja, nisem imela kaj dosti zgubiti, ker nisem imela kredita, živela sem doma še takrat. In ja, vse sem dala not. A te je bilo česa strah? Takrat ne. 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 S tem podjetjem pač to bo uspelo, to je bilo prepričanje. Zanimivo. Glede podjetja ne, sigurno česa mi je bilo strah, ampak Ja. drugače ne. Kako pa zakaj si bila ziher, toliko ziher? Kako si prišla Sem si do... tako močno želela. Tega, da bom vložila vse, dokler ne bo uspel. A si že takrat kaj se z manifestacijo igrala? A je bila to tudi? Zelo zgodaj sem začela s tem. Da si verjela. Kako si to začela? Manifestacija? Ja. Kaj ti sploh pomeni to, no? Mogoče ta prvo to. Kaj mi pomeni to? Zdaj je to zelo velik del mojega življenja. Že kar nekaj let. Začela sem pri 16, po moje, ko sem prvič prebrala Skrivnost. Najbolj taka osnovna, si bral, ne? The Secret. Ja. Takrat sem bila po moj začetek srednje šole, mama je imela doma to knjigo, sem rekla, da preberem, kaj je to. In takrat sem imela en tak smešen dogodek, ker želela sem si denar, takrat nisem imela nič, ne, pri 16 letih, sem rekla, hočem nekaj, zato si bom lahko nekaj svojega kupila. In sem začela razmišljati o tem, tako kot Skrivnost pravi, želim več denarja. Nisem nič drugega rekla, samo to. In v tistem sem v žepu našla nekaj, ker sem prepričana, da ni bilo tam nekaj drobiža. Ok, nekaj deluje, pa bil je, ne vem, na ključe, kakorkoli. A od takrat naprej sem začela, ok, če si nekaj želim, delam na tem v glavi, razmišljam o tem in zadnji je outcome, kaj mi bo to prineslo. Večinoma zdaj razmišljam o čustvih, kaj mi je prineslo. In pol se to kar zgodi. In res veliko se mi dogaja na tem področju. Ja, karkoli si zamislim, pol nekako pride k meni, privabim. Take ljudi srečujem. Zdaj sem bila recimo že kar nekaj časa v zadnjih mesecih, da želim spoznavati zanimive ljudi, ki mi dajo zanimive vprašanja, tako da hvala, ki si eden izmed njih. Res, zato da pač ugotovim nekaj več o sebi in da mi pokažejo tudi drug del življenja, ki ga ne poznam. In takrat, ko si začela s Formo X, si šla tudi v ta proces, pa rekla, jaz bom imela svoje podjetje. Nekaj sem začela, še nisem čist videla slike, kaj bo to pomenilo. Želela sem časovno pa finančno svobodo. To je bil outcome. Si jo dobila? Ja. Kaj pa ti pomeni časovna pa finančna svoboda? Kako bi opisala to? Da se lahko zdaj odločim, tako kot končava podcast, da grem na izlet v Avstralijo za 2 tedna in to lahko naredim. In meni tega ne bo preprečil. Samo to, da je opcija. Saj ne bom šla, ampak opcija pa obstaja. Tako sem tudi ostala na tem potovanju lahko dlje. A si že takrat potovala to, kaj zdaj potuješ? Ja, v bistvu prvi mesec, ko sem odprla podjetje, sem šla za 1 mesec na Tajsko, pa sem že prosila eno kolegico, če nadomeščala, ker ni mi šlo za to, da bom zdaj ful zaslužila, ker sem vedela, da na začetku ni to point, ampak da se jaz navadim, da še nekdo drug dela. Ker se mi zdi pri podjetnikih je največji problem to, da mislimo, da samo mi znamo to delati. Sem pa kar že od začetka, pač, če jaz znam, lahko zna nekdo drug. To je bilo moja miselnost že takrat. Najprej sem težko spuščala sicer stranke, če so bile navezane name, pa ti pomeni nekaj za ego, tako če si pri meni biti. Pa sem pa s postopoma prišla do tega, da zdaj sploh večino strank ne poznam, ali pa sam tako bolj na vides. In tudi zahtevajo kakšno trenerko in sem tako vesela, da jaz prijemam tja, jaz bi pa rada pri moji trenerki, ki me ne poznajo in kakor bi me lahko včasih ego pri tem volil, a ne noče biti z mano, sem zdaj tako vesela, ker to pomeni večja svoboda zame in da imam dobre zaposlene, ki hoče pri njih delati. A si imela občutek, ko spuščaš kontrolo, ponavadi se to zgodi, ko greš iz te pozicije operativca, torej nekoga, ki sam dela to, kar je ustvaril, v to, da dejansko pol prepuščaš, da to delajo drugi namesto tebe. A si imela kaj problemov s tem, da si kontrolo zgubljala nad situacijo? Je sigurno prišla kdaj anksiozna zaradi tega, sigurno. Pa še zdaj, kdaj, ko vidim, kaj bi lahko bilo drugače, če bi bila jaz tam. Me kdaj malo stisne, ampak pol grem stran, pa zadiham, pa ugotovim, da je boljš kakšna stvar, če jaz spustim, pa dam njim, da delajo tako, kot želijo, zato ker se boljš tako počutijo. Čas pa pač, imamo sestanke, pa je treba spremeniti, to kontrole pa še imam. Ja. Kaj pa te je naučil ta proces? Če zdaj gledava Geo zdaj, pa Geo na začetku tega procesa? Ne bi me prepoznal takrat sploh, nisem imela samozavesti, nobene sploh. Marsikaj me naučil, ja. Zdaj predvsem to, da mislim, da lahko si izmisliš karkoli, začneš na nuli, pa ustvariš karkoli si želiš. To res verjamem močno v to. In tisti, ki mi jamrajo, da je zdaj težko uspeti v tem času in ne moram verjeti, ker res ne verjamem tega. Se mi zdi, da je enostavnost, ker sem okrožena tudi s takimi ljudmi, ki
imamo vsi nekaj na svoje, pa se da, če vložiš trud pa energijo in sem 100% prepričana v to. Je pa res, da sem imela tudi ful sreče in vem, da bi mogla zdaj še enkrat, oziroma tudi si želim še enkrat nekaj na novo začeti, da si dokažem še enkrat, da lahko na nekem čisto drugem področju iz nule spet kaj ustvarim. A te kliče kaj novega? Že ustvarjaš ali? Ne še. Zaenkrat razmišljam o tem, zato da bo clear vision, ja, da bom točno vedela, kaj si želim. Hudo. Ko si bila v procesu, česa te je bilo strah? Da ne bom zmogla vsega sama, vsega naenkrat. Zato sem tudi izgorela, enkrat pa pol, recimo. Res? Ja. Da ne bom zmogla, ja, to mi je bilo najbolj. Ja. Da je bil kar močen strah. Ampak to je bilo zato, ker sem hkrati delala še faks sem končevala. Pol leta sem imela pripravništvo, pa strokovni izpit, tako da sem imela v bistvu 2 službe naenkrat. V zdravstvenem domu, pa svoje podjetje, takrat sem imela 2 zaposlena. Pa zraven sem imela identiteto, jaz sem zdrava oseba, torej športam, torej zdravo jem, torej vstajam uro pa pol prej, čeprav sem že tako mogla biti ob 6 v zdravstvenem domu, zato da bom skuhala za sabo, ker res ne morem zunaj nekaj jesti, ne morem sendviča za zajtrk, mislim, halo, kdo pa tako živi, a ne, jaz že ne. In zvečer sem pol ob 11 se lotila še kakšnega športa, čeprav sem bila cel dan odsotna v 2 službah, ker pač, jaz sem športnica, jaz moram športati, jaz moram biti aktivna, jaz moram biti fit. In to sem delala pol leta, pa sem pristala v bolnici. Ja. A me lahko peleš malo bolj konkretno v to obdobje? Kako si se počutila takrat? Zdaj, ko nazaj gledaš, verjamem, da veš, da te je to pripeljalo do izgorelosti, samo takrat nisi, a ne? Ne, nisem. Želela sem vse naenkrat imeti pod kontrolo. Prvo kontrola, služba, podjetje, zaposlene, zdravje, to, kar sem prej rekla, ki je zelo narekovaj zdravje, ker hkrati nisem skrbela za zdravje v glavi. Pa z družino se družiti, pa s partnerjem se družiti, pa z vsemi odnosi, moram imeti z vsemi frendi biti na vezi, zato da pač ne bo kdo pobegnil, ali kaj jaz vem kaj. Vse sem hotela naenkrat, ne vem, da bom dobra prijateljica tudi v tem času. Čeprav bi bila boljša, če bi se mu rekla, počakaj me, da jaz prijem k sebi, pa bomo pol konkretno, ne. In pol sem večkrat doživela hiperventilacijo, vse sem šla posod s kolesom in v tem času, ko sem še gonila kolo, sem velikrat hiperventilirala, prišla na delo, se umirila, ko se ni nič tazga, vse bom predelala. In pol je bil en dan tudi, ko sem začela tako na kolesu, hiperventilirala, prišla do zdravstvenega doma, tam sem imela občutek, da ne morem več dihati, pa ignorirala to, kao odprla okna, sej verjetno je slab zrak, pa zato imam problem. Pa ni bilo to, ne, sem bila kar v situaciji krizni. Pa sem šla še delat k sebi do večera, na 9-10, vmes enih strank, novih, masaže, terapije, treninge, vse sem imela čez sama. Takrat je bilo nekaj 20 do 25 ljudi na dan, 1 na 1. Tretmajo, ne. Sem se mogla zapomniti, kdo je pa kaj dela, pa sem vmes pozabljala, sem si mogla pisati, ker pač nisem več handlala, kdo je prišel zaradi kolena, pa kdo zaradi glave, pa ne vem, kaj jih je vse bolela, ne. Ne, glave najbrž ne. No, v glavnem, in delam takrat eno masažo in kar naenkrat ne znam več govoriti. Pa bila je tako še znanka, da sva lahko vmes klepetale in kar naenkrat iz mojih ust ne gre več besede. Nisem mogla spregovoriti ničesar. Tako, ok, najbrž mi je cukor padel, pa grem ven, pa nekaj pojem, pa prijem nazaj, pa ni boljš, pa ne morem govoriti, ne znam govoriti. Ampak jaz delam masažo naprej, ker pač, valjda moram, a ne. Bilo moje prepričanje. In pol naenkrat mi kapne, mogoče je pa to kap, a ne, znaš govoriti, nekaj me mravlinči, nekaj čudno počutim, tako malo sem se tresla, ampak jaz moram delati do konca in vzamem še eno novo stranko in še tako nekaj na pol besede sem lahko uporabljala, ampak vsaka druga je bila neka napačna, v glavnem nekaj ni štimal. In s kolesom nazaj domov. In kliče mami, tako nekaj ni v redu in ona na urgenco moraš, ne, tako ne, daj mi, da prespim, nisem se pustila sploh premakniti, jaz bom se šla spat, pa bom jutri že v redu. In naslednjo jutro stanem, pa ker sem delala v zdravstvenem domu, grem tam do enega zdravnika, pa povem, kaj se je zgodilo, pa kako se počutim. Pa on tako, ja, to je TIA, to je tranzitorna ishemična ataka, to je kap za mlade, ne, na urgenco. In jaz, ja, grem na kolo, bom šla na urgenco, čist blesava. In tako sem jim preprečila in sem jim peljala na urgenco, na nevrološko in tam pod nujno pogledati živčevje, pa ni bila kap, ampak samo res hud paničen napad. Samo, ne, tako. In so me dali na prisilno bolniško in sem 2 tedna pol ležala, nisem sploh hotela vstati iz postelje. Tako, to je bilo recimo prvi stadij izgorelosti, pa to je bilo zdaj 5 let nazaj recimo. In od takrat nisem ista oseba, definitivno ne. Bolj počasna,
drugač delam stvari, tako ful me je spremenil. To je bilo prvič, pa lani skoraj drugič, ker sem pa hotela še eno franšizo odpreti. Sem tukaj prostor mene poklical še en, ker sem 2 odprte, pa sem hotela še eno. In sem hotela hkrati na isti datum še to narediti, ker se je lepo slišali, da imam 7. obletnico podjetja, eno zaposlim, prav tako, da bo zaposlena, da odprem 3. prostor, pa še nekaj je bilo takrat hkrati. V glavnem vse sem hotela, pa da postanem davčna zavezanka, da bom to naredila en dogodek in da bo vse v zlatem in potem sem si hotela neki gala event predstavljati. In vmes, ko to vse pripravljam, pa odpiram nov prostor, pa zaposlujem, pa vse tako, ugotovim, da spet ne spim in da čutim podobno kot takrat, ko sem izgorela. In da sanjam o takih stvarih, da pač po noč prihajajo slike, kaj vse moram urediti, zavihki na računalniku so sam daljše, ki jih je bilo odprtih 100 vsaj, kaj vse moram urediti. In moj občutek, da moram nekaj narediti, ker sem si zadala in ker sem povedala že ljudem, da bom. To je bil moj push, zakaj moram. In pa se enkrat konkretno vprašam, je vredno, kaj mi bo to dal, kaj hočem sploh s tem doseči, kaj je outcome, in ugotovim, da ne vem, da ni jasnega odgovora in vse skenslam in je bila najbolj enostavna stvar na svetu. Noben mi ni zameril, nobenega slabega, niti odplačati nisem mogla, čeprav sem se ponudila, da plačam za ta prostor. Nič. Od takrat naprej nobene besede o tem, gotovo. Samo jaz sem mogla spustiti v glavi. Spustiti, kaj spustiti? Prepričanje, da moram nekaj narediti. Ker sem se jaz odločila, da moram nekaj narediti. A si kdaj gledala nazaj, zakaj si imela ta občutek, da moraš? Pred prvo izgorelo sem ugotovila ful kasneje, ker sem analizirala, da sem želela slišati besedo pridna. Zdaj imam trigger na to besedo, mi ni več všeč nikakor. Takrat sem jo pa iskala, tako da verjetno nekaj iz otroštva pa nekaj prihaja, da sem želela biti pridna, dovolj dobra, da dobim to pohvalo, prav s to besedo. Ja. Pridna punčka, ne? Mogoče. Zdaj mi je pa grozno to slišati, ker tako prav pridna noče, zdaj hočem biti svobodna in zdaj sem svobodna. Ja. Moja mami drugače ima podobno zgodovino s to besedo pridna. Pri njih doma je bilo tudi vedno pridna bod, drugim moraš pomagati, ne se izpostavljati, ugaji, tako pač bod tih, bod pridna v šoli itd. Ne? In dejansko starši tako hoče sam dober, ne? Ampak zaradi tega, ker sem to zgodbo slišal, ker sem ful hvaležen, da mi jo je povedala. Jaz zdaj, ko ljudje rečejo Irini, da je pridna, ne, hčerki, kar mal kaj narediš? Rečem, če lahko so bolj konkretni, kaj to pomeni. Cool. Ja. Uči me pa pridna, no povej mi. A lahko kakšno drugo besedo uporabimo? Zakaj je pridna? A je potrpežljiva, a je pridna zato, ker se smeji, zakaj je ta pridna? Pridna. Se razumem, da hočete sam nekaj lepega povedati, pa kako je pridna, ampak dajmo. To je naučena prav, ni tako. Ja, veš, nezavedno je, ne? In isto je, ne vem, tudi v ekipi, ki delamo pa to, hitro kakšna beseda vam pride. Ker jaz zelo kot otrok reagiram na njo, zakaj, kaj nam to pomeni, ne? Ali pa, ko imam koga na konsultingu, pa mi reče, rad bi bil bolj uspešen, ne? Pa si tako dobro, deva definirati uspeh, kaj te uspeh pomeni, ker zame je nekaj drugega, ne? In hitro pol začnemo sami sebi malo vzorce razbijati, ne? In je ful dobro, da malo retrospekcije narediš tako, kot si jo ti, ne? Kaj si sploh iskala s tem, da si toliko stvari hotla naenkrat, pa ne vem kaj vse, ne? Ker po eni strani je to terjalo svoj dolg, zato si tudi verjetno poteze naredila, ki si jih v naslednjih letih. Mislim, zdaj sem najbolj hvaležna za to izkušnjo, kakor sem lahko. Najbolj hvaležna. Ker zdaj ne bom šla več v to prepričana. Zdaj še javno to povem. Te povem, da res slišiš, pa mi verjameš, ne bom več šla v izgorelost, definitivno, ker mi preveč pomeni življenje tako živeti. Kako boš poskrbela, da ne greš? Kaj si se naučila? Opazovati svoje telo in njegove jasne in glasne znake, ker moje telo je zelo jasno. Stvarmi pa ga včasih preslišam, tako kot vsi mino. Zdaj vidim druge, ki gre zelo hitro po isti poti, pa jih opazam, pa probam, ampak itak ni namena, ne, da ustavim. Jaz pa sam pri sebi lahko, ker vidim točno, kdaj ni okej zame, ker čutim tudi ostale stvari, zdaj zelo dobro prepoznam čustva v svojem telesu. Kle se bo ustavila malo, ker se mi zdi ful pomembna tematika. Ker si ti toliko v glavi, pa konstantno razmišljaš, pa gradiš, pa si daješ to-do listo, ne? Kaj nekako je tisto, kar tebi zdaj pomaga, da bolj čutiš telo? Kaj si se naučila, katero orodje si dobila, ki ga prej nisi imela?
Čas sama sabo mi največ da se prav usedem, pa razmislim, pa občutam, kje je zdaj to. Ko sem čutila anksioznosti, zelo veliko sem imela v življenju, zdaj nimam, hvala, sama sebi, v prsnem košu. In čutiš nekaj te stiska, ali pa v grlu, kdaj je bilo kakšna stvar, in sem mogla predelati, kaj je to. Je to jeza, je žalost, in včasih ne veš, ne. In mi pomagala tako, da sem sedela sama s sabo, a sem se pogovarjala s kakšnimi zelo blizu ljudmi, da smo probali ugotoviti, kaj je to zadaj. Tek mi je velikokrat pomagal, ko so prišli neki odgovori, pa pisanje. Dnevnik mi je vedno ogromno, še zdaj, kadarkoli pišem, kako pogovor sama s sabo, in včasih vidim, da se sama sebi zlažem. Napišem nekaj, ne vem, koliko je bil lep dan, ali pa koliko sem bila srečna danes, čakaj malo, sej nisem bila, sej ni res, v tem trenutku sem, ampak kaj pa je bilo tisto prej, nekaj se nisi dobro počutila, je bila to žalost, razočaranje, nekaj, dajmo to predelati sama s sabo, in črtam, ok, zlagala si se, dajmo še enkrat. Pogovor sama s sabo, ja, tako da probam biti čim bolj iskrena. Pa opazovanje v telesu, kaj zdaj čutim. Zdaj se mi je zgodilo 2 dni nazaj, sem bila nekaj zavrnjena in sem samo opazila to čustvo. Kar od zunaj nekje, šla sem tako ven iz sebe, ven iz glave, v telo, v bistvu. Kaj zdaj čutim? Tako nekaj v trebuhu, pa nekaj v grlu, kaj je to? Ok, to je zavrnitev. V redu, zdaj poznam ta občutek, ki mi je bil že v preteklosti znan. Zanimivo, kako bomo zdaj s tem, ali bom predihala, ali bom kaj jezna, nisem jezna, v redu. In je šlo meni, samo zato, ker sem ga opazila, ne. Pri anksioznosti včasih ne vem, ker se mi zdi, da sem me tako pogosto čutila, da je že malo v vzorcih, v nevroloških povezavah, če si isto čutiš, pol že kar pride brez kakšen razlog, pa moram pol tako se odločiti, ok, zdaj pa ne bom več tako počutila, adijo, zameni. In se drugače postavim, nekaj zaupijem, nekaj zapojem, neko stojo naredim včasih in grem ven iz tega, ne samo spremenim fiziologijo telesa in gre ven. Ne vem, če sem odgovorila na vprašanje. Ja, seveda. Ja. Resnica je bila spet omenjena, iskrenost, v bistvu se uporablja besedo, ne? Ja. Se mi zdi, da je ta ključna, da dokler ti nisi iskren do sebe, oziroma še bolj kontekstualno, dokler ne sprejemaš neprijetnih občutkov, pa tega nekaj je narobe, a ne? Hitro lahko umsko se zamotiš, ali pa pobegneš mogoče, a ne? Veš, za ene je to alkohol, za ene je to droga, za ene je to scrollanje. In šport tudi. Za ene je to šport, ker te zelo hitro lepo potegnejo stran od teh občutkov. In mislim, da je zelo pomembno, da še enkrat poudarva to sedenje sam s sabo, pa tišina, a ne? Ali pa kontra od tega. To sem imela pa z jezo, ker je nisem znala izražati, ker sem tudi so mi povedali, da ni prav, da izražam jezo. Povedali v smislu, bivši mi je rekel, da ni prav, da se tako izražam. Čeprav sem jaz imela vse, sem hotela dodati ven, in kot otrok sem navajena jezo izražati in pol kar naenkrat ne več. In sem letos šla čez to, da sem čutila ogromno ene jeze, pa nisem vedela, iz kje izvira in kako je dati ven. Sploh nisem vedela, kako jo izraziti, sam čutila sem, da jo imam. In sem bila lih v Mehiki, ker se mi je to začelo dogajati, neki procesi, spomini. In sem šla teč in sem imela toliko energije za teč, da sem šprintala v nek hrib, iz ne vem, s kje sem to potegnila, ampak ful energije, jeza verjetno. In na vrh enega hriba, ki ni bilo nobenega, sem kričala iz tukaj noter, na polno. In se je sprostil toliko enih stvari, in sam zjokala sem se, ok, to sem rabila. In pa je bilo še malo ostalo in sem hotela še enkrat in ni bilo primernega okolja, kjer lahko kričiš, ne, sem šla pod vodo. In ni šlo ven. In pa sem bila jezna na se, zakaj ne znam jaz več kričati pod vodo. Ampak ko sem iskala bolj, kako lahko jezo izražam, ker mi je ena punca zdaj vprašala za nasvet, kako ne dam jezo ven, men pa še kričati, ti pa moč ugotoviti, kaj je svojega, cepetej, ne vem, mlati polšter, sam nekaj treba narediti s tema, ne, ker je zelo redko dajmo ven, se mi zdi, ta pravo jezo, no. Ja. Pa iz svoje perspektive govorim se. Ne biti jezen, ne. Tle imaš liziko, da nož več jezen. Otroci, ja. Potovanja. Če tvoj IG feed pogledaš, ni ti sploh doma. Kaj ti potovanja dajo? Zakaj tako rada potuješ? Po moja svoboda mi največ, kar mi pride na misel. Sem že prej ti rekla, kaj mi pomeni tudi finančna svoboda, da lahko nekam grem, če si smislim, da grem. Drugačne ljudi tudi srečujem na tem zadnjem potovanju, mi je bilo najbolj všeč, ker sem spoznala ljudi, ki so meni podobni v smislu, da imajo časovno in finančno svobodo, ali se pa vzamejo in uživajo v njej. Ker ljudje, ki so okoli mene, veliko imam uspešnih ljudi, ampak so hkrati deloholiki. Ne vem, če ti pašeš v to kategorijo, deloholika ne, ok.
Super. Ampak ponovadi fantje, ki so okoli mene, da so sposobni finančno in da so uspešni, so pač toliko pridni in delavni, da so alkoholiki in pa se ne prvošajo tega uživanja zares. Sem Ja. pa bil, veš. Ja, Sem mogel to ozavestiti, da si ker alkoholik. je bil to moj, ker sem se vprašal, fulor, da si to omenila, da lahko še enkrat ozavestim. Ker sem se vprašal, česa si ne želim, oziroma kaj je lahko posledica, oziroma vzrok, da bom pa recimo 60, 70, 80 letih nekaj obžaloval, je bilo to, da sem preveč delal kar visok. In pol mi je to odprla še astrologinja, ki mi je rekla, da je karierizem nekaj, kar me bo zelo vlekel tja, zaradi moje sposobnosti komunikacije, pa marketinga, pa računanja, finančnega itd. Ne? In da ne smem pozabiti na to, koliko mi družina pomeni, pa koliko mi svoboda pomeni. Ne? In mi je zelo lepo to ozavestila. Kaj pa je svoboda zate? Dobro vprašanje. Svoboda meni pomeni, da lahko sam sprejemam odločitve, zakaj bom svoj čas namenil. In da nisem omejen z pravili, ki jih ne sprejemam oziroma ne spoštujem. Torej, jaz nisem maral, recimo, že kot otrok, če mi je kdo rekel, zato, ker sem jaz tako rekel. To je bilo meni tako pač. Da ni razlog, ne? Ja, kaj to pomeni? Ne? Ali pa zato, ker tako piše. Ne razumem tega. Ne sprejemam pravil, ne? Ja, in jaz sem bil odličen v marketingu, kariero bi si lahko zgradil kot CMO, kot direktor podjetij, karkoli. Ne? Ampak takrat sem pa jaz imel pač anksioznost, pa panične napade, ker mi kle noter nekaj ni dala. Ne? A zdaj imaš še kaj? Ne. A imaš svobodo? Ja. Svobodo? Ja. In je lepo ustvarjati nekaj, kar mi jo da, ker vem, da si jo je treba izboriti. Ne? In ta prvo je treba sprejeti, da če boš tako delal, kot si včasih, pa se tako obnašal, ne moreš imeti nekaj, kar prej nisi imel. Ne? In to je bilo pri meni, recimo, en primer je, da jaz sem skozi govoril Anja, veš, ja, zdaj sem na svojem, zdaj bo svoboda, zdaj bo lahko kadarkoli kam šla, itd. Ne? In ona meni čisto po naključju enkrat reče, kaj če bi šli v četrtek na Bled, ne, bil je tako torka. Ne? Veš, kva četrtek na Bled, kako to je med tednom, ne moram jaz karita. Ne? In mi je rekla, stari, komu da te ni lažeš? sram. Kako lahko enkrat govoriš to, delaš pa čist drugače, ti boš meni o svobodi govoril. Dobar te je. Ja, to je, jaz to ful cenim pri njej, ampak sem mogel jaz ta prvi slišati te zadeve, pa dojeti in potem bi tako pismo, pa gremo. In ne vem, prekiniti stike z določenimi ljudmi, pa se znebiti tega občutka, da sem vsem na voljo skosa. To je tudi po moje nekaj, kar je tako en blind spot za svobodo. To ugajanje, pridna, a pa priden. Ja, vsem si na voljo, vsem pomagaš, bravo, res, vsi ti ploskamo. Pa se pa vprašaš, kaj pa seb s tem delaš, a res to živiš. Sam si moraš vzeti čas, da se vprašaš lahko take stvari. Ja. Zdaj sem malo odjadro, ampak bi se vrnil nazaj na tvoje potovanja. Pa bi te vprašal, a imaš kakšno anekdoto ali pa če si šla čez kakšen tak life-altering moment, da nekaj, kar ti je spremenil dejansko pogled na stvari na potovanjih, da si nazaj prišla drugačna. Ja, sigurno. Zdaj je ta zadnjega, mislim, da mi je zelo, zelo velik dal, ker sem na prvič res tako sama z Ruzakom na daljši rok. Sama. Šla sem s prijateljico tja, pa potem šla na domov, sem ostala sama. In vsi so me svarili, ne, to Mehiko sama kot ženska, pa ne znaš špansko, umrla boš, ne. Nisem umrla, by the way, ful je bilo fajn. Enkrat sem se odločila tam, da se ne bom več odločala, ker sem še vedno tam čutila malo anksioznosti in nisem vedela zakaj. Pojma nisem imela, odkje zdaj to prihaja, noben me ne nadzira, nič ne rabim biti nikjer,
tudi delati nisem mogla tako, kar naj bi, to, kar se to časovne razlike, tako da so vsi vedeli, da me ne rabijo zdaj le poklicati, da me ne morajo, no. In tako po vseh pravilih bi jaz mogla zdaj čutiti mir, ki pa je zdaj in ga ni bilo nekaj časa. Zdaj pa bom nehala delati odločitve. To je bila edina odločitev, ki bom še naredila, gotova. In od takrat naprej se mi je ful eni stvari spremenili na boljš. Kako nehala delati odločitve? Kaj to Tako, pomeni? recimo, mogla bi takrat, sem imela po roku enega tedna karto domov, tiste odločitve, in nisem hodila domov. Vse jaz ne grem še domov, ker čutim ta nemir in nočem s tem priti nazaj. In opcijo imam, da podaljšam, in nisem šla na ta let. Sam pač ni me bilo tam. In vse ostalo se nekaj, kar imam občutek v telesu, bom zaupala, da je prav zame, to bom naredila, in tako zato tudi nisem šla na let. In kar imam občutek, da to ni prava pot, pač ne bom. To je to, samo telesu bom zaupala. In se je toliko enih stvari čudovitih zgodilo takrat. Ful enih zanimivih ljudi sem spoznala in sledila znakom v življenju na cesti, on random neznancev na cesti, ki mi je en rekel, ti bi lahko šla zdaj pogledati na en otok v Belizeju, ki je ful lep. Sem slišal, da je lepo, to je bil nek tam lastnik hostla, grem pogledat, pogooglam, zgleda lepo, grem na prvo šatl, ki gre tja. Pa že prej je bilo tako, da sem zgrešila en bus ali kaj, ne na napačno postajo sem šla in me je pripeljalo nekam čist drugam. In sem rekla, v redu, bom pa tukaj ostala in pa bilo tako najlepše tam. In polenih zanimivih ljudi sem spoznala. Pa prijem na ta otok in se zaljubim v ta otok in hodim tja, kada sem prišla v raj. Mislim, kada sem bila zadeta od življenja, od pač lepote, svobode, po mojem. In sem videla, kako se ljudje do mene obnašajo, kako pristopajo, koliko enih pohval sem dobila od neznancev, od neznank na cesti, ker bo tako, kaj se zdaj dogaja, zakaj imam zdaj nek žar očitno vsep, nek pa gned do ljudi in še do živali, ker kamorkoli sem prišla, so bile tam mene res zanimive živali in tako sem na cesti spoznala enega starejšega moškega, star 70 let, pa rekel, ti moraš zdaj iti tja, kar povedal mi je, ob 4, ker so tam ene tele, ne mante, ampak ene te podobne živali imam tam. So že stingray. In grem tja in jih opazujem in se mi odpre srce, kako je to lepo, ker so te živali in lahko se jih dotikaš tam, ker so jih hranili. Ni sicer tako, kot živalski vrt, ampak v naravi so pa gledaš. In jaz se samo usedem in opazujem to lepoto narave in pride lastnik hotela do mene in reče, bi ti jih hranila? Ja, bi ne. In me tako sred vode nekam posede in začne metati vame ribice in se okoli mene nabere 20 teh stingrajev, ki plizajo po meni. In pa tako, wow, kaj se zdaj dogaja, jaz sem v nebesih, tako, res cool. In pol takrat naprej sem spet sledila samo znakom, pa me je pripeljalo, tako sem bila pol še 5-6 tednov tam, doživela ful enih lepih stvari, tako, magija, čist. In brez anksioznosti, popolnoma. V svobodi, brez odločitev, nobenemu nisem rabila odgovarjati, kje sem, ker tega me je bilo v bistvu strah, ko sem šla sama, zdaj pa noben ne bo vedel, kje sem na koncu sveta, če se mi kaj zgodi. Tako pa če se pa kaj zgodi, pa se. Mislim, to imam v redu odnose z vsemi, sem pomirjena, tudi če zdajle se konča moja zgodba, sem s tem, ker pač imam z vsemi ne rabim poslovilnega pisma pisati, ne rabim nobenega zdaj poklicati, pa mu še kaj povedati, ker so to razčiščeni odnosi, tako da sam hvaležna sem bila večino časa. A ti je ful pomembno, da imaš odnose zglajene? Ja. Jaz po eni strani mislim, da obstajamo tukaj v tej formi zato, da odnose gojimo, izboljšamo, kakorkoli, ne? Ko je čas za to, ko je timing ta prav, seveda. Strenjam. A v tistem obdobju, ko si imela anksioznosti, te zadeve, kakšni so bili pa takrat odnosi? Bolj hitri mogoče, se nisem vzela tudi toliko časa. Površinski? Ne, to nikoli ne, res imam to kvalitetne vse odnose okoli sebe. Kaj pa hitri pomeni? Da se nisem vzela časa biti res s človekom. Mudil se mi je, od enega do drugega. Tle imam točno 45 minut zate, ker pa moram že nekje druge biti. Preveč odnosov sem imela tudi prijateljskih, res preveč. Spet občutek ugajanja. Če mi nekdo reče, da bi se rad dobil z mano, pol se moram. Zdaj pa si vzamem čas, tako. Kaj pa ta občutek, kaj si bojo drugi mislili? A te je spremljal kdaj? Tako, sigurno. Krivda ali pa... Mislim, da je zelo človeško to, da si vsi malo to imamo v glavi, kaj si bi ljudje mislili. Ampak vedno manj. Tako. Ne bi šla več od 20 leta, ker sem se sekirala za vsako stvar, kako izgledam, kako se predstavljam v družbi, kako izpadam. Ne, to je bilo naporno. Tega ne bi šla več, doživeti.
To je ful pogosto, ampak kaj te je pripeljalo do tega, da zdaj ne čutiš več tega občutka? Kaj misliš? Kaj si sprejela? Izkušnje, leta neki dajo. Ne vem, zadovoljna sem s tem, kjer sem in če pač nekomu nisem, je tudi ok. Včasih me zaboli kakšna stvar, pa se ne rabim ugajati, se ne rabim biti vsem všeč. Tako imam enih kul ljudi okoli sebe, da če sem njim všeč, očitno delam nekaj prav. To si velikokrat rečem. Ne vem. A si sebi všeč? Torej, lastna vrednost Ja. kot človek. Ampak si moram včasih potrditi s tem, kar sem naredila, ne, pa kakšne ljudi sem ob sebe spravila, kakšen magnet imam za fajn ljudi, očitno, da pridejo v bližino. Lepo je, da besedo magnet uporabiš, ker je povezana s tem, kar si na potovanju rekla, da si se pač prepustila toku življenja, ne? In to v bistvu je, kakšne ljudi boš privlačil okoli sebe. Samo moraš pa vedeti, kaj iščeš, ne? Saj to je pa bistvo tudi manifestacije. Da mora biti, se pravi, namen oziroma intention mora biti jasen. Tep. Ja, mislim, s tem se zelo veliko ukvarjam, kaj si želiš. In to sta imela, zdaj mi je bilo zanimivo poslušati s Petrom. Ja. Kaj si želiš in tudi, kot je on rekel, veliko ljudi nima pojma. Jaz to veliko sprašujem ljudi, kaj si pa sploh želiš? Večinoma ne vejo, kar mi je čisto zanimivo v bistvu. Mislim, da si vzame čas za to, da ugotovijo, kaj si sploh želijo, ker če ne samo pač hodiš v službo, delaš stvari, ki so ti običajno vsak dan in ne veš, kaj je tvoj outcome na koncu. In jaz vmes nisem vedela sploh, kaj si želim, razen za občutke sem vedela. To pa vedno vem, ne? Želim si mir, takrat, ker sem anksiozna. Ne vem, kaj si želim od življenja, ne vem, kakšno okolje želim, samo mir. In sem samo to delala, manifestacijo miru in hvaležnosti, kaj imam. In mi je pripeljala en moment in pa sem vedela, zakaj sem toliko časa manifestirala in si želela miru, da sem dobila tisto občutek, kako je to lepo, ker si čisto v miru sam s sabo. Kaj pa potrpežljivost v tej enačbi? Torej, da moraš istočasno zaupati življenju, vesolju, čemorkoli, da bo prišel to, kar si želiš točno ob ta pravem trenutku. Da ni zraven, a veš, tega spet občutka. Ja, zakaj nimam še tega? Kako ta del vidiš, pa kako ga v to enačbo lahko upleteš ti v praksi? Tukaj sem trdno prepričana o to, da če si nekaj želim, pa delam na tem, da bom dobila, da me niti ne matra nepotrpežljivo, se mi zdi, no. A pa vsaj zdaj v tem trenutku me ne. Ja. Kako pa vidiš pol nekako nepotrpežljivost pri ostalih ljudeh? Sploh se zdaj ne spomnim dobrega primera nepotrpežljivosti. Jo niti ne opaziš? Ne. A ti jo? Jaz jo slišim velikrat. Skriva se zamaskirana je ponavadi v prokrastinaciji, jo poimenujejo, ali pa v izgovorih, ali pa v nezadovoljstvu sam s sabo, pomanjkanjem hvaležnosti, pomanjkanjem skromnosti. Tako jaz opazim ponavadi pri ljudeh, ne. Ja, s tem se strinjam. Tako tudi jaz opazim, ja. Ja. Toliko si želim, pa toliko bi rada tudi dosegla, pa nisem še. To je nepotrpežljivost, ja. Ne. Ali pa nimam sreče v življenju, reče velikrat. Kaj bi jim lahko rekla, da bi jim mogoče dali neko perspektivo, ali pa pogled z druge strani, tvoj pogled recimo, pa bom probal še jaz dodati, da bi jim dejansko pomagali, da bi bolj razumeli, kaj potrpežljivost pomeni. Jaz mislim, da če nekdo veliko jamra v tej smeri, kaj si želi, si v bistvu tega sploh ne želi. Tako da je potrpežljivosti sploh ne bi tukaj omenjala, ampak bolj, zakaj želiš biti v vlogi žrtve, kaj ti to daje. Ker če jamraš konstantno v eni in isti stvari, pa deva en konkreten primer, ne vem, ker sem v tem poslu, mogoče želim si shujšati, ok, ampak skozi govorim o tem, da bi, pa da ne moram, pa koliko je težko in govorim o tem, kako moram shujšati, mislim, pa nič ne narediš za to, ali pa dejansko se ne zgodi v roku pol leta, enega leta nič, pol verjetno uživaš v tem, da ljudem govoriš, da moraš shujšati, zato ker rabiš nazaj slišati to, kar pač ti ljudje ponovadi dajo, ne, ja, Boga, ali ne vem, kaj rabiš slišati. Ne, pa si v redu, pa... Ali pa pohvalo, ja. Vidiš, spet sva pa resnici, ja, ne. Jaz mislim, da je ful pomembno, da
drug drugemu povemo resnico in da drug drugega smo sposobni vprašati, zakaj ne. Strinjam. Jaz sem se ful bal povedati resnico, pa zdaj, veš, pa Amadej recimo reče, da mu je najbolj všeč to, da povem tako, kaj je, ne. Te pa res ne bi besula, da te je strah povedati resnico. Ja, veš kva, jaz imam vse penga, zelo močnega manipulatorja tudi, ki bi lahko bil namesto mene zdaj lekleja, ne. Okay. Ves potencial za to sem imel zaradi moje, kako bi rekel, karizme, načina govora, znam besede najdeti, Okay. znam prebrati ljudi, a veš. Ampak če se jaz ne bi sam pri sebi s tem soočil, a ne, pa sam do sebe bil iskren, ne vem, če bi lahko to tudi drugim povedal, a ne. In jaz mislim, da zato si ne upajo povedati resnice človeku, ker jih je strah resnice v sebi. Kaj jim bo on nazaj rekel? A ne, zato rajš greš na to noto ugajanja, ne? Ne, pa se je v redu, ali pa ja, vem, hudo je, ne vem, kva vse, a ne. Kot pa da človeku rečeš, ja, nekaj nareta, ne. Kaj ne ti jaz? Jaz, ker sem taka, ja. Človek, da je preveč stroga s svojimi ljudmi, ampak vedno hočem dober in to zdaj moji najbližji vejo in pridejo tudi po nasvete, ko želijo slišati resnico, pridejo k meni, ker vejo, da ne bom ujčkala, no. Vse sem prijazna, ampak zraven pa tudi povem tako, kaj je pa podprem v tem, ne vedno. Ja, ampak pred kratkim si pa mene klicala za pomoč, ne vem kaj. Mogoče si želela sam zase neko potrditev, da si sposobna narediti to, kar je prav. Nisem se sigurno počutila v tem. Ja, želela sem mnenje. In ker sem nazadnje, ker sva se dobila od tebe razumevanje, sem začutila, da lahko tebe pokličem za to. Ja. Kaj, ko rečeš razumevanje, kaj s tem misliš? Kaj je nekaj tazga, kar si opazila, recimo pozitivnega pri meni, da te je poklicali to, da... Iskrenost, definitivno. Ja, ker vem, da ne bom dobila bullshita, oziroma če že svojega. Ja. Tako da lahko še kakšen klic mogoče pričakuješ, tako je, rabim, da mi poveš naravnost, kaj sem naredila narobe. Ja, brez problema, ampak se jaz mislim, a veš, tudi na klicu sem ti to rekel, vse ti veš, a ne? Mogoče sem mogla sam to slišati, ja, si imaš odgovor. Ja, in pri veliko ljudeh je tako, da meni si kle na workshopu si sami odgovarjajo in pa so presenečeni, pa kako sem jaz to vse že vedela. Noben si ni časa vzel, da te pač posluša, vpraša, ne. In mislim, da če hočeš pač delati na sebi, če hočeš odkrivati neke nezaceljene dele sebe, oziroma vedeti, kaj si želiš na koncu dneva, se moraš ta prvo soočati z resnico, kaj trenutno delaš, pa si tega ne želiš. Pa zakaj to delaš? Včasih ne vidimo sami sebe, zato pa fajn dobiti dobre prijatelje, ki ti znajo povedati. Ja. Kaj najbolj ceniš prostih ljudi? Kar povedi do konca. V bistvu sem hodila na to odgovor, kar si hotel vprašati po moje. Vprašam svoje prijateljice direktno, imaš kakšen nasvet zame, random, nič glede tematike, a bi karkoli mi svetovala, pripravljena sem za to, povej direktno, iskreno in si povemo tako med sabo in nam to veliko da. Ker vemo, da je dobronamerno vse, a ne? A si hotel to vprašati? Ja, direkt. Spoštovanje pa neobsojanje. Totalno neobsojanje. Meni se zdi, da je to nekaj skupnega, kar sem jaz začutil skoraj pri vseh, oziroma kar pri vseh, ki sem imel interakcijo z njimi na Flowsu. Se strinjam. Da smo si bili kle res podobni. In je bil zelo lep občutek biti v okolju, kjer... Pristno slada. Kjer si lahko to, kar želiš biti. Ja, res lepo. A se ti zdi, da se kolektivno... Jaz se s tem dostkrat igram, veš, ker ne vem, ali je sam moj krog tak, ali se kolektivno ljudje malo vzbujamo iz tega vidika. Kaj misliš? Točno isto mislim, ker ti se ne moremo odločiti, ali je to kolektivno ali samo moj krog, ker se širi ta krog in vedno večja množica takih je v mojem krogu, ki so pristni in zavestni in delajo na sebi in jih zanima, kako pomagati drugim. Je pa res, da smo tudi malo starejši, ker pred 20 smo rabili mi pomoč drugih, zdaj smo pa mi v tem, da želimo vračati. Tako se jaz počutam, da želim pa dajati nazaj, ker sem imela srečo in podporo v mojih mlajših letih. Tako. A je kakšna posebna oseba v tvojem življenju, ki jo občuduješ in zakaj? Ena moja zelo dobra prijateljica Anja, jo občudujem zato, ker sem se od nje naučila poslušati občutke. Ja. Kako si se naučila?
Veliko sva govorili o tem, da sam bod s tem, pa poslušaj, pa bod jezna, pa bod žalostna, pa tako pomagala mi je občutiti stvari, ne bežati, ker sem zelo veliko bežala od občutkov. In ker me je naučila, da smo vsi ljudje. Pa to v teoriji vsi vemo, ampak takrat, ker sem šla z njo, recimo, z njo sem šla potovati in se je ustavila na cesti in pogovarjala z vsakim, ki je ležal na cesti in je debatirala in bila lahko več ur tam z neznancem v debati in to je meni odprlo oči, da ne vem, zakaj se bojim neznancev in ljudi in zakaj ne komuniciram z nekom, ker nek strah imam. In je to na potovanju precej lažje sicer, ampak tam sem začela to in zdaj počasi uveljavljam to še pri nas, pa mi gre precej težje, ker so tukaj že tako močni vzorci. Ja. Ne občudujem. Lepo. Ta je zanimiva, ta strah. Jaz bom zdaj z moškega vidika probal povedati, ker nekako v teoriji velja to, da smo moški tisti, ki ne bi pristopili do ženske, sploh če se pogovarjamo tukaj o nekem dejtanju ali pa karkoli tazga. Po eni strani se mi zdi to prav in tudi, ko pridejo kakšni mlajši fantje sem, pa mi govorijo, da niso samozavestni, da si ne upajo hoditi do punc in teda. Imam eno zelo zanimivo stvar, ki jim rečem, da naslednjič, ko bo taka situacija, se zavedi, da tega ne delaš zase, ampak za vse moške tvojih let na svetu. In da če boš ti zdaj to naredil, boš drugim pomagal. Da bojo tudi oni lahko. No, tako pa še nisem gledal itd. Prosti, sem te brcnil. Kako pa ti vidiš zdaj iz vidika ženske oziroma v takih situacijah tiste osebe, do katere nekdo pristopi? Ker mislim pa, da si pač želiš, da bi kdo pristopil pa te vprašal. Zakaj pol ta strah nastaja na strani moških? Zakaj si bojijo prideti? Oziroma, kakšne so tvoje izkušnje mogoče s tem? Če se sploh strinjaš s tem, da je moški tisti, ki pristopi. Sam, da se navežem na prejšnjo, ker sem rekla, da me je ona naučila, kako pristopati, to ni malo veze z datingom, ampak bolj z brezdomci. To sem bolj mislila, da upa. Ker se jaz nisem v bistvu pogovarjala pa družila z ljudmi, ki so recimo sedeli na cesti, ker sploh nisem pomislila na to, sem se naučila pri njej, da mi je zelo veliko lahko to da, ampak ločena tema. S tem, kar si ti rekel, se strinjam, da se mi zdi, da bi moško mogel pristopiti. Vidim pa, da je veliko kontrasituacij v trenutnem svetu. Jaz sem mogoče še old school, tako da ne pristopam, ker ne počutim se tako. In pa zato, ker mogoče tudi dobim pozornost in pristopajo, tako da pol niti mogoče ne rabim ali pa se ne zgodi. Ko opazujem kakšne bejbe, ki pristopajo, mi pa tudi ni zelo pristopen, odvisno na kakšen način, ampak če je zelo direkten, me to odbije, tudi če samo opazujem kot zunanja. In kar sem z moškimi govorila, se večinoma strinjajo z mano, da jim to ni najljubše. Sicer kakšen delček, da malo namignejo, ampak ne pa, da prav naredijo konkreten korak. Pa tudi ni več zanimivo, pa niso več lovci, ne? Sej to, Ja, pa imajo že ujeto ribo. Ja. Kako pa gledaš na a si samska ti? Ja. A veš, kaj si želiš? Od moškega. Moškemu, ja. Vem, da se želim počutiti varno, ljubljeno pa mirno, kar pa to prinese zraven, pa ne vem. Ja, samo občutke vem, kaj si želim. Si kdaj to imela v prejšnjih zvezah? Pol jih poznaš? Poznam občutke, Ja. Kako pa kle, mogoče malo špikno kdaj, ampak kar špike. Kako pa kle potrpežljivost igra vlogo? A imaš tako občutek, da bi že mogla imeti nekaj, prej si omenila, da bi mogla biti, da si želiš biti mama? Kako to handlaš? Ker mislim, da je tudi dost žensk, čakaj se ti si mlajša. 30 bom, ja. Ti boš 30. No, dost žensk v teh letih, kaj veš, se zelo obremenjujejo. Pred kratkim sem se pogovarjal z eno punco 27 let staro, ki mi je rekla, da je že kriza, mislim, da ima občutek, da se življenje dogaja brez nje v njemu in kako ti to handlaš? Jaz sem imela ta močen občutek, da želim biti mama zdaj 2 leti nazaj nekje in je bilo zelo močno protist biološko. Nisem vedela, da to res pride, ker so včasih mi kakšni razlagali o tem. Takrat sem bila v vezi še. Pa me je minil potem s tem. Minil ne zavedno, ampak za en čas, ker trenutno nisem in
ne čutim tega zares. Pa par imam dojenčkov okoli od prijateljic, pa pol se lahko družim zraven, mi je čisto luškano in se čisto ljubimo te male. Ampak zdaj se prav počutim, da je čas zame in mi ful paše ta čas. Si pa želim, sam ne še zdaj, tako, v redu mi je, da tako nisem še tam. Viš, to je nekaj, kar sem jaz danes pri tebi opazil in mi je zelo všeč, zelo cenim. To prepuščanje, biti ok z situacijo točno tako, kot je. Pa istočasno zaupanje, da te čaka to, kar... Ja, to sem prepričana, to sploh. To je nekaj, kar zelo redko vidim. Zato sem opazil, po moje, ja. Mogoče zato, ker to kvarjamo manifestacijo, ker si dokazujem že toliko let, da kar si želim dobim. Ker tudi delam na tem, ne, da sem... Ampak imam tudi srečo in manifestacije, meditacije. Zdaj mi je Joe Dispenza zelo velik dal tudi. Ja, zdaj imam res tako fajn poštimano. Kaj pa je zlato pravilo manifestacije, če bi rekla? Ali pa kakšen, ki posluša zdaj pa tako, ja, sem slišal za manifestacijo, ampak kaj je to? Kako bom temu verjel, kako bom temu zaupal, zakaj? Saj ne rabiš verjeti meni, ali pa komorkoli o tem govori, da je najboljši nasvet, ki ga lahko dam, je naredi eksperiment. Tako kot za kjerokoli stvar, ali za šport, ali za meditacijo, ali za mrzlo kopanje. Naredi eksperiment, pa naredi to 3 tedne, recimo, kaj 1-2 dni naj bi bilo ta ne za navade, ali pa 1 mesec, vsak dan deli neki. In če po 1 mesecu ne vidiš spremembe, a je bi ga ni zate, ne rabiš delati več, ne? Mislim, itak ne rabiš, ampak probaš. In po 1 mesecu, če vidiš spremembo, je to nekaj, kar deluje. Probi. Je samo eksperiment, nimaš kaj izgubiti, razen malo časa pa energije, ki jo vlagaš vase, tako da probi. Rekli si, deli neki. Kaj? Zdaj, če sva pri manifestaciji, bi rekla, usedi se sam s sabo, piši dnevnik, vprašaj si, kaj si želim, zakaj si želim, kaj mi to prinese, kako se ob tem počutam in sredotoči se na občutke, a ne, ker če zdaj hočem milijon, kar veliko teh mladih fantov slišim govoriti o milijonih, kaj boš s tem milijonom, ne vem, kako ti gledaš, ampak kaj boš s tem milijonom, kaj ti bo to dal, svobodo, avto, ne vem, ok, kaj pa občutek, kaj boš s tem, a ne? Ker meni milijon čist nič ne pomeni. Ampak res čist nič. Jaz hočem svobodo. Kaj to pomeni, koliko zelo malo primerjavi z milijonom, a ne? Zato, da lahko živiš po mojem mnenju svobodno. Ja, vprašaj se, kaj si želiš in pol nared mogoče vision board. Jaz sem ful vizualen tip, pa hočem videti stvari. Ali z besedami, pač kar te pomeni največ in si predstavlja to prihodnost in potem razmišljaj, kako lahko do tja prideš in pričakuj čudeže. Veš, jaz sem ful si dobro povedala in si mi dala eno zelo lepo potrditev, ker jaz zelo po navdihu tudi delam na workshopih pa teh zadevah, tako dosti sem se kle prepustil, tako kot si ti govorila prej o potovanju, ne, da spremljam znake in se prepustim temu. Prej sem pa ful forsiral v nek okvir sistema, ker sem mislil, da mi bo to pomagalo biti efektiven. No in zdaj v bistvu udeležence vprašam, kaj je občutek, ki ga iščejo, ne? Kako bi se radi počutili, ne kaj bi radi imeli. In tudi pred vsakim sešnom, s kakšnim občutkom bi rad danes šla odkle. In hitro grejo pola, veš, v nekak, to mi je tudi Milan Hosta, ne vem, si poslušala epizodo z njim, čudovita epizoda. Moja sem, ja. Ja, čudovita epizoda. Mi je rekel, da mi je dal eno zelo dobro idejo, ki jo tudi uporabljam zdaj, in sicer arhetip, ne, iz narave, da si ljudje lažje pričaramo občutek. Torej, recimo, velikrat mi rečejo, želim biti pomirjen, da sem na pravi poti. Ne. In se vprašam, ok, v redu, da mi najte en primer iz narave, ki ti predstavlja to pomirjenost in da je na pravi poti. In dobim ful dobre primere. Recimo, list na jezeru, a ne? In pol je, ok, kakšen je vreme, a ne? Je, se pravi, sončni vzhod. In ta list je zdaj na jezeru, ok, kako ga vidiš? Ja, samo tam je in pač rahlo se premika po jezeru, a ne? In sem rekel, a list ve, kje je, pa točno kam gre, a ne? Pač ja, točno tam je, kam mora biti in premika se počasi po tej poti, kam mu je pač dana, a ne? Ok, zdaj si pa ta list predstavlja, ne? In probi ta občutek doživeti, kada si ti ta list. In dejansko se ljudem odpira in je nekaj tazga, kaj veš, pride zelo po navdihu, ne preberem tega, ampak pismo je nekaj na tem, sigurno je. Imaš dar, očitno. Očitno, ja. Mogoče si sam pustim biti toliko iskren do življenja, da si zaupam dost, da to, kar pride z mojih ust, je resnica in prihaja res iz enega
mesta, ki hoče ljudem dobro. A ne? Kaj se zlažeš? Kdaj? Lahko ti povem en eksperiment, ki ga zdaj delam, ker sem zelo hitro najdel te, se pravi, bele laži, a ne, white lies, torej neškodljive laži, samo zato, da se izvlečeš iz situacije. Ne? No, in sva bila enkrat z mami pri nek na Vrhniki, sva bila, ne vem točno kje. Ja, bila sva pri astrologinji, pri tej moji. No, in je šla ona prva do nje, jaz sem počakal in sem šel pol jaz in parkirala sva pri enem hotelu, kjer je zaporenca, ne. No, in jaz sem šel pol v lokalček zraven, kaj bil, sem si naročil čaj, sem spil tam čaj umeril, ker sem čakal, ne. In ona mi prinese račun, pa mi da žetonček zraven za rampo, ne, prav, ja, žetonček bo starabil za ven, ne. In jaz, ok, cool, ne, žetonček vzamem, grem gor, mami pride ven, jaz dam nje žetonček, ne, pravim, to boš rabila ven iz parkinga iti, ne, in ona me ni nič vprašala, kaj pa ti, a ne. In ok, ona je šla, normalno, in jaz končam ta svoj session in grem nazaj in hodim proti avtu, a ne, in razmišljam, ok, kva bom zdaj jaz rekel noter, da mi bojo dal žetonček, a ne. Kva se bom zmislil, a ne, da sem neki gospedov, ki ni znala ven, da ja, mam. No in pol samo v enem trenutku, zakaj boš lagal? Zakaj res? Zakaj hočeš lagati? A ne, in sem bil tako, pismo, ne bom lagal, po pravici bom povedal, kako je. In pridem noter, pazi to. Jaz sem bil odločen, da bom pač povedal točno po resnici, a ne, in odprem vrata in rečem živijo, a bi lahko prosil sam za en, ona mi že da žetonček. In jaz tako, no, ok, grem ven, dam noter in sem bil tako, no, wow, a ne. In tudi včasih, kakšen message pišem, a veš, pa si že tako, ne morem, ker se bo to, kaj to, pa to, neki mi je uletel. Pač ne, Paše mi. Po pravici, ja. In je ful osvobojujoče Fulja čutek. strinjam se. Ja. Ne. A ti dam lahko kontra vprašanje, pa jaz tebe vprašam, a se kdaj zlažeš, oziroma, ker si vidim, da Sigurno. si... Ja. Ampak tako se opazujem, zakaj bi to zdaj rekla, ja. Nočem nekoga prizadeti, kot ste rekel, ko bi rekla, ne paše mi, pa nočem, da kdo zdaj sliši, s tabo mi ne paše, medtem pa veš, da sem pa z nekom drugim, pa se pol hitro opomnim, a mi lahko ne zameraš, če rečem danes ne, pa vedno lepo dobim nazaj. Zanimivo, a mi lahko ne zameraš? Ali pa nekaj probam, pač, ampak zelo, zelo iskreno, ne pa... Ne. A ni smešen, kako imamo neko iluzijo v glavi, da nam bo folk kar zameril, če bomo naredili to, kar nam paše? Ja, po drugi strani pa mi ne zamerimo, če ti bo en rekel, danes mi ne paše. Ja, valjda, še čas imam zase, free time, wow, redkost. Ja. Probam ne lagati, no, ampak sigurno se zgodi, se pa probam ujeti, pa tudi če se, da se pa mogoče za nazaj, a veš, da to sploh ni bilo res, kar sem rekla. Ja. Daj mi en primer, kako si nekaj zmanifestirala. Ok, zdaj na novo meditiram. Trudila sem se že več let spraviti, zelo milo rečeno, sem se trudila, ker se nisem spravila, očitno se nisem trudila, pač vedela sem, da bi bilo fajn meditirati, ker to prebereš in veš, da je to dobro, pa se nisem spravila in sem si outsourcala, tako da sem šla na Joe Dispenza, sem plačala toliko veliko, ok, zdaj bom pa meditirala in zdaj meditiram. In sem si zaželela čutiti popoln mir sama s sabo in hoditi počasi, ker sem videla, takrat hitro hodim, to pomeni, da sem v neki živčnosti, anksioznosti, nekam se mi mudi. In zdaj sem 2 tedna to vsak dan si predstavljala, kako jaz hodim počas. Tudi tukaj, ne samo na potovanju in uživam v hoji, tudi ko nekam grem, da sem v tem ok, ali pa v avtu. In zdaj to imam, skoraj malo sem mečken, sem hitela danes k tebi, ampak drugače, tako, v prijetnem stanju, še pela sem nekaj zraven. Ja, sem si zamislila, da si to želim, živeti počasneje in zdaj imam kar toliko viška časa, da tako malo, kaj pa zdaj? Prav čas imam, noro. Zdaj pa lahko jaz nekoga pokličem, pa ponudim svojo pomoč in se zdaj zgodi, ne, ker prej sem imela toliko enih stvari v dnevu, sem si nabasala, ali kaj, očitno sem si tako naredila, da nisem imela niti časa jaz biti tista, ki pokliče, pa reče, a rabiš kaj. A ne, zdaj to naredim in dobivam zelo lepe rezultate od tega. Manifestacija, meditacija, vse skupaj, ja, želja je pač bila taka. Mislim, bolj, kad te poslušam, bolj po moje izhaja iz te preprostosti, da samo veš, kaj si želiš. Definitivno je to prva stvar. Ta odločnost. Odločnost po moje kar seka klele ven. Meni doskrat rečejo, da jim je všeč to, da sam pičim. Veš tako, ni te praktično strah tega, unga, tretjega, da bi vi vedeli, koliko je bilo mene strah v lifeu. A res? Ampak sem vedno kar šel čez ta strah, ne. Mislim, da mi je to šport dal, ker veš,
Nisem mogel kar ne iti. Nisem mi dal na trening, ne moreš kar ne iti na trening. Kaj to, a ne? Hvala Bogu sem imel trenerja Štamcija, ki pač ni toleriral tega, kako te ne bo, kaj s tabo, a ne? Se kdaj si se prešvercu, no? Ma gležen imam zvital nekaj, a ne? Nekaj si na bluzi. Pa je bil tako pač, dej ne prebijte malo, a ne? Pa si ignoriral un message, pa si pol požaril no kritiko, ampak ja. Se mi zdi, da ta disciplina ti lih to odločnost pol da. Da moraš ti tokrat v situacijah, ki si neodločen, sam nekaj narediti, da ti pride po domač po eno kri. A če bi zdaj pogledala ti nazaj, malo te bo analizirala. Svoj proces, tudi če je bil neprijeten. A misliš, da je odločnost pa to, da veš, kaj si želiš, prišla iz tega, da si pač samo šla? Nikoli nisem tako pomislila, ampak ja, mislim, da ja, odločnost je zelo velik del tega. Sicer tega nisem jaz opazila pri sebi, to so mi drugi ljudje povedali, da ko pridem v prostor, dajem občutek, da vem, kaj hočem. Ja. Kako to misliš? Pa to mi je toliko ljudi rekli, da zdaj verjamem. So mi tudi rekli, da delujem zelo vzvišena, pa biči, pa ne vem kaj vse, ker me je zelo bolelo to slišati, ker sem prepričana, da sem bolj nežna videti, kot Od žensk ali od moških? Ta biči del. žensk. Od vseh mojih najbližjih prijateljic, prvi stik je bilo grozno, ker sem jaz bila bojda vzvišena. In jaz se nisem počutila tako, ampak zdaj so mi tako blizu in vejo, da je bil sam neka maska, ki sem hotela predstaviti nek del sebe, očitno. Ja, ali pa so v tebi videle nekaj, kar si pri sebi še niso pustile, da zasije, pa bi si želele, da. Ne vem, če je bila to pohvala sicer. Deluješ biči. Ja, to je izbira beseda, ne. True. Če bi vprašala, kaj pa ti to pomeni, ne, bi pa po moje dobila To, malo lepši veš, kaj odgovor. si želiš in podiraš vse s to, da dosežeš to. Tako. Veš, a je to res biči, a ne. Mislim, ker sem to slišala, me je zabolelo zelo, a ne, nisem hotela tako. Tvoja interpretacija nekako na besede je bila taka, zato je velikrat dobro vprašati, zakaj tako misliš, ne. True. Veš, jaz sem to doživel, ko smo bili na, sorry, ko se spet odmikamo od vprašanja, ampak mi pride gor in pač povem. Ko smo bili na Tribe delavnici, pa mi je en rekel s prve, a ne, da mu grem na kurac, a ne. Vse to smo slišala. In sem ga vprašal, a ne, zakaj, a ne. Ampak kako dobro, da ti reče sploh to? Pa ja, jaz sem To ga jaz pohvalil, občudujem, a ne. ja. Veš, na koncu zdaj mi je poslal, 2 tedna po delavnici mi je poslal message, je rekel, lej, od meni si nekaj odprl, a ne. Sem rekel, ne, ti si si odprl, a ne. Ti si si odprl. Pač hvala Bogu, da si se izrazil. In je rekel, pol v tebi sem videl nekaj, kar sem si jaz želel izžarevati, pa si nisem pustil. Sem to zatiral. In ti si mi točno to kazal, kar bi jaz rad pri sebi dal ven, pa nisem mogel, a ne. In ko si mi pokazal, kakšen človek si, sem dejansko rekel, fak, stari. Hvala. Lahko to naredim, a ne. Dobar Tako da ja. čutek, a ne? Iskreno potrditev, da sem to, kar govorim, da sem, in to je nekaj najlepšega. Jaz mislim, da je skleven samozavest, pa odločnost izhajata. Da to verjameš, pa zaupaš svojim namenom in se potrudiš, da na tak način gre od tebe, zavedaš se pa, da nisi ti odgovoren za to, kako se bo nekdo počutil. Ta čas je težka. Ja. Ja. Ampak da se vrnem zdaj na bistveno vprašanje. Torej, bila sva biči, da se počutijo šuje. Jaz tudi ne vem. Pusti ga. Ne odplava, ne Ni bilo odplava. pomemben. Ja. Ma, lej, iz vidika odločnosti, pa iz vidika samozavesti, je po moje, ne vem, kako si ti to doživljala čez življenje, ali pa kako zdaj doživljaš, ampak to, da sam sebi dokazuješ, da si to, kar govoriš, da si, a ne. To sem slišala pri tebi na podcastu, pa mi je dal zamisliti, ja. Pa je res, verjetno ta iskrenost je, da je ta prava samozavest, ne tisto fake, ki se duvaš, pa hočeš nekaj biti. Ja. Mislim, da se to tudi opaz, da se to... Če je pristno. Če je pristno, ja. Če je pristno. Ampak ti veš, aj pristno, a ni, a ne. No, tudi zunanji mislim, da se to kar čuti, če je nekdo pristno samozavesten ali pa mora več zgovoriti o tem. Ja, ampak prej si masko omenila, ne? Da si ti neko masko si gor dala v družbah, zaradi katere si tako izpadla. Jaz sem ogromno mask nosil skozi življenje, zato, ker sem hotel biti sprejet, ker sem hotel biti ljudem všeč. Mogoče kdaj tudi, ker sem hotel neko dominanco vzpostaviti nad nekom,
kjer sem se počutil ogroženega in sem našel načine, kako zdaj njega prikazati, njo Nižje. prikazati nižje. A si imel z njo tudi kakšen problem ali bolj moški del? Bolj moški del, po moje. Po moje tudi, ja. Moški del. Pri ženskah nikoli ni bilo tako. Je bilo bolj to, da sem všeč. Pavijanček, ne, sem si jaz rekel takrat. Mislim, da nekaj nazaj gledam, ne. Zdaj pa ne delaš več tega? Ne, ma kje pa. Že kaj slike pogledam takrat, to so bili selfiji, to so bili six-packi, to je bilo... Veš, že pogled moj je bil tam, Ana mi je enkrat ene stare slike kazala, ker sva začela dejtati, ne. Čez kakšen proces sem jaz takrat šel noter sebe, veš, kakšen cringe sem jaz doživljal, stari. Mene je bilo sram, sem rekel, pa kdo je to, ne. Rekla, sam si mi bil všeč. Ja. Ja, pač ti si bil samozavesten, mi se skupaj, dej ne me tega sprašvati, prosim, kaj on poslušal. Ne, čakaj, približno. Se bom spomnil. Mislim, da je 7-8 let. Pa si velik spremenil se vmes v tem času. Ja. Velika zasluga tudi njej, ker mi je pač špego nastavljala, ne. Bravo. In najbolj sem hvaležen za to, da ni obupala nad mano. Res, ker bi lahko. A je kdaj skor? Ja. Dve stvari sta mi pri tebi zelo všeč. Ok, več, ampak te dve sta res izpadeta ven. Ena, kako govoriš o svoji družini, oziroma o Ani pa Tamali. To je tako redko, pa tako lepo poslušati od moških. In druga, kako pohvališ, generalno, kako lepo pohvale daješ. Tako imaš nekega sogovornika in ne vem, kogarkoli. Mateja, ki govori o enih svojih stvarih in ti si tako, wow, res cenim to na tebi. In ponavadi med moškimi je to bolj rivalstvo, ali se v nič dajejo, res redko je pa tako pristna pohvala, stari, dober si v temi. Tako, občudujem. Ja. Hvala. Ker ženske se mi zdi, da si več dajemo pohvale, kot moški in pri vas v vašem delu družbe opazujem to pri moških in je zelo všeč. Ja, stresan me je, ker sem začutil, da je to iskreno in mi veliko pomeni. Lepo, hvala, da si mi to pač ozavestila. Sploh pri moških, jaz tako cenim to družbo, Mateja, Nikolo, te fante, ki so veliko naredili na sebi in toliko paše kot moški biti v družbi, kjer je ena otroška igrivost konstantno prisotna. Že pa to sva kot dva otroka, tako, ker ne govorimo o nekih resnih temah, se vmes kdaj zaplava, ampak to je on mena, veš, povedal, faco je rekel, otrok si. In to obožujem pri tebi, ne. Ker tako ohranjaš ljubezen do življenja, ne. Ker sem ga jaz takrat vprašal, zakaj otroka, ne, zakaj si izbral to besedo. In je rekel, če pogleda otroka, njega zanima samo trenutek. Samo to, kar se pred njim zdaj dogaja. Tak pozarca, ta mikrofon, kaj to dela. A veš, vse je kle. Vse je kle, ne. In mislim, da kad to kombiniraš z neko neogroženostjo, da se ti ne počutiš, da so to moški, ki ti bojo ali speljali, hotel sem reči samico. Žensko. Čisto preveč v traj vibu. Ali ki ti bojo ukradali biznis, ali ki ti bojo, veš, nekako polena pod noge metala. Niso grožnja. Zato mislim, da iz tega naslova lepo to polno pride. Pa velika redkost to veš, ne, da ni običajno v moških družbah to. Pismo, spet sva parunama, ne. Jaz ne čutim, da je redkost, zato ker res vse od svoje odnose na ta način gojim. In se mi zdi, da ko si ti ta sprememba, ki jo hočeš videti, ali pri moških, pri ženskah nima veze, in to daješ, kar misliš, da je prav, se pol tudi ljudje tako pomalem, če ne saj takrat, ko so s tabo, začnejo malo tako obnašati, nalezljuje, zato ker čutijo tudi mir s tem. Jaz mislim, da ta mir, ki si ga tudi večkrat omenila, iz tega pride. Strenjam. In mislim, da pri ženskah je hujš, ker bojo pokazale, da ni neke ogroženosti, pa da je vse kul, ne? Pa zamera. Pol je pa zamera, pa neki za hrbtom, pa se delajo neki pakti. Jaz mislim, da to je nekaj, kar sem jaz v času opazil, zdaj niti ne več. Nisem niti obkrožen z veliko ženskami, da bi to doživljal. Ampak mislim, da je spet ta element ogroženosti polkle. Jaz iz mojega vidika imam tako, kot ti tribe takih ljudi, takih punc, nisem tribe uporabljala samo zato, ker se s tabo pogovarjam, take punce okoli, ki res ne čutim ljubosumja iz njihove strani ali iz moje strani do njih, samo support. Tako da mogoče sem tudi v bablu, verjetno,
ampak nikoli nisem čutila ne z ene, ne z druge strani, samo podporo konstantno. Nobene tekmovalnosti, konstantno se pohvale in ja, ta pravo prijateljstvo, tako čutim. Sama misliš, da ni to zato, ker ti na ta način deluješ? Možno. Ja, vse kakšen je vzrok, pa že da uživam lahko v teh prijateljstvih, brez da se počutim tudi ogroženo s tem, da bi mogla se delati, da se nekaj drugega pa tekmovati s komarkoli že. A je majhen krog, a je velik krog? A jih je manj kot 10? Ja. A jih je manj kot 5? Ne. Tam. Tako da so mi res close, da bi rekla, da lahko vse povem, tako kot je. A misliš, da bi jih bilo lahko več? Mislim, ne rabim. Ampak ja, po mojem se to širi, a ne? Ja. Ker jaz sem tudi zelo tak, da ne spustim človeka hitro zraven. Včasih sem ful to delo, a ne, sem všeč, ekstrovert totalen, a ne, zdaj pa tako samo, no. Bom cool z nekom, štekaš, iskren, pristan, avtentičen, kakorkoli. Ampak da pa kar friend ratu. Pa se jih imaš dovolj, da bi iskal prošeno. Ne. Sej. Čisto iskreno, tudi mislim, da Ne rabiš, ne? sem sam sebi dost, ne vem, kako bi rekel. Hvala. Čeprav lih sem se pa z Matejem ali z Nikolo, ne, z Igorjem. Z Igorjem sva se pogovarjala to. Sem mu mal, ne pojamral, ampak iskreno povedal, da mogoče malo pogrešam to moško, zdravo moško družbo, ki jo z njimi doživim, ko grem na delavnico ali pa ko se tako vidimo, ne, mi ful paše. Ker včasih sva tudi z Matejem skupaj trenirala, ne, in sem tam to nekako imel. Predtem sem bil v ekipah v športu, kjer sem tam dobil to bratstvo, ta camaraderie, ali kako bi temu rekel, no? Tovarištvo. In vidim, da za moškega je to zelo zdravo. Sploh v nekih 20 ali pa najstniških letih, da je nek šport, kjer je ekipa, kjer se naučiš tega, da so okoli tebe tudi moški, ki imajo nekak isti cilj in da si lahko z njimi del ekipe, ne vem, nekaj na to sceno. Ne. Če si preveč samotarja kot moški, se mi zdi, da pol pač boš prej čutil neko ogroženost pri ostalih moških. Nisi pripadnik, ok. Tako, lone wolf, ne. Volk samotar si in... Pa se nismo ljudje narejeni za to, da smo sami. Točno to. Ja. Točno to, Ane. Kar se tiče pa Ane, pa Irine, to, kar si izpostavila, to pa tudi večkrat slišim. Ful lepo. Sam jaz, a res ni to pogosto? Ne opaziš tega toliko? Ne bi rekla, če bi opazila, da je to taka normalna stvar. Zakaj pa misliš, da moški ne govorijo tako radi o svojih partnerkah ali pa da jih... Ali pa kritizirajo. Ali pa kritizirajo. Mogoče zato, ker tudi želijo pozornost od drugih žensk. Pa pol, če ne bo omenil, večja verjetnost, da dobijo pozornost. Ali pa če slabo govorijo tudi na tak način. Ne vem, to je zdaj tako prišlo. Ma smisel. Ja. Pozornost tega... Se to je po moje malo prirojeno na moškim, ki si prej omenila lovci, a ne? Ta občutek vem, da bi te lahko dobil, a ne? Lovljenje. Ja. Lovljenje, ja. Ne more loviti, če govorijo samici. Ja. Ja. In ko enkrat to izrečeš, ko pač govoriš o svoji ženi, o svoji partnerci, teda na ta način nekako mogoče daš občutek ženski, da nič nočeš. Ne loviš. Ja. Ja. A je to, kar si začutila? Verjetno, ja. In to daje občutek varnosti in prijetnosti fula, ne? Da pač res lahko odprto, normalno komuniciramo, brez da neka agenda zadnji. Jaz sem klej mogu kar drugače se soočati sam s sabo glede tega, ne? Ker točno to, kar si prej govorila, je bil moj starozorc. Pozornosti. Ja, pa da če bom jaz z eno žensko govoril ali pa se srečal ali pa se objel, sem že čez mejo. Ja, bo že to znak, da osvajam ali nekaj, ne? A pa imaš ženske prijateljice zdaj? Ja. In ne bi z njimi imel nič. In mi je to ful všeč. Ampak sem mogel ogromno na tem delati zavestno in v občutkih. Pa ne bi rekel, da sem s tem ubil,
karizmo ali pa lovca. Ampak bi rekel, da sem sam sebi mejo postavil in si zaupam, da vem, zakaj sem to mejo postavil. Veš, kaj hočeš spet. Vem, kaj hočem, bravo, ja. Prioritete imaš poštimane. Tako, ja. In pride občutek, kaj če bi bil zdaj z eno drugo žensko, itd. Ampak istočasno pustim, da ta občutek pride, da ta misel pride, z zavedanjem, kaj imam in kaj si v prihodnosti tudi želim, ker to se bo zdaj malo čizi slišalo, ampak jaz mislim, da res sva zano narejena drug za drugega, ker ko enkrat greva pod te svoje mogoče stvari, ki kdaj odnos malo buren delajo, je od spodaj ena zelo lepa pristna ljubezen in jaz sem si vedno želel žensko, ki lahko zaupam, kar pomeni, da ona meni daje občutek varnosti, da ni na voljo recimo drugim samcem. In mi to toliko pomeni. Lepo. Ker si ne predstavljam, kako bi bilo, če bi jaz imel nek občutek ljubosumnosti ali pa da ne bi zaupal, jaz bi bil katastrofa. Yeah. Katastrofa bi bil, ker... No, ampak čutiš pa, da je ljubosumje? Ne. Sploh? Ne. Mogoče ga čutim, ampak se na tak način izraž, da z neko foro povem, No ja, začutiš ga, pa ga daš na plano, tudi če je sam luškana forica. Ja. Zdaj pred kratkim je bil pogovor Harry Styles, ona obžuje. Si bil ljubosumen? Ne, in jaz sem vprašal. Cute. Ja. Če bi imela šanso, da bi ti Harry Styles na koncertu rekel, punca v 5. vrsti, najlepša ženska si, ki sem jo kadarkoli videl, a te lahko pelem na dejt, sem jo vprašal, kaj bi rekla, in je rekla, itak, da bi šla, In takrat je v meni noter zagorela, takrat sem jaz videl, kako bom Harryja, in sem pustil, da gre česa, in pa sem mi rekel, a bi resno šla, je bila tako, pa ja, pa bi, pač kaj sej, sem rekel, a bi bila z njim. Ja, ne vem, pa itak meni to, te one night standi, pa to ni, ampak ne vem, če bi mi on lahko dal to, kar jaz dejansko rabim. Po mojem bi mi rado pol pač boring ali neki, pač itak mi ne bi bil na voljo, da sem rekel, no evo, kar zapomni si, da misliš, da greš na koncerta. In je bilo čisto iz fore, ampak ja, nisem čutil, ja, pa sem po moje ljubosumje, ker ima nekaj, kar jaz nimam, realno, Harry. Kaj ima, ajde? Ja, slavo. Ima to, kako se temu sploh reče? Da ti je nekdo všeč samo zaradi tega, ker je tokim ljudem všeč ali nekaj. In je rekla, tudi meni si ti vizualno bolj všeč, kot ona. Ampak on je na odru. On je tak, ja. Tako. In sem bil tako, ok, v redu, kula, ne gremo naprej. To ni kritično ljubosumje, torej. Ja. Se pa ona mene vprašala, bi bil ti z Rihanno, In? Sem bil tako, ne bi bil. Je rekla, bom drugače vprašala, bi bil z Rihanno 2016. Aha. Vse je v redu. Pa sem rekel iskreno, ja, bi bil, ampak po moje one night stand, to je to. Sam zato, da bi pač bil z Rihanno. Evo ti. Cute. Resnice. Okay. Yeah. Kako pa ti gledaš na te na odnose med mogoče moškim pa žensko? Pa kaj bi potegnila ven iz svojih odnosov, če želiš o tem govoriti? Česar ne bi rada več doživela, oziroma... Misliš prijateljski odnosi ali partnerski? Partnerski. Ja, jaz imam kar problem s tem, da skozi veliko iščem parov, ki so kvalitetni iz mojih oči. Tako, kvalitetni pomeni zame, da tudi v družbi pokaže, da se imajo radi. Iz moje perspektive, da so tači, ker mi to pomeni, da se v družbi pokaže tudi vizualno, da pač pašeta skupaj. In da znate komunicirati o stvarih, ki so tudi neprijetne. In to v bistvu ful iščem in sprašujem pare o tem, ker me zanima, kako to funkcionira, kako jim to gre. To sem jaz tudi imela in zato tudi vem, kaj si želim v tem smislu. To pa izhaja iz bolečine, ki sem jo dobila od svojih staršev, ki sta se ločila, ker preden sta se ločila, sta bila ona da me en vzor. To je to. To si želim, ker imata ona dva veliko časa preživljata skupaj meditirata, skupaj hodita na sprehode.
skupaj gremo na dopuste, pa on jadra, pa ona bere knjigo vmes. Pa tako vse je bilo tako, wow, to si v bistvu jaz želim, a ne. In pol sem zvedela, da je varu in pač je to bila taka velika travma. In sem rekla, ok, zdaj bom pa našla druge primere, ker rabim vzor za to, da vidim, da obstaja, ne, drugače ne moram verjeti. In potem sem jaz garala v svojem odnosu, garala potem, ker je bilo že slabo, da bom vzdržala to, ker moram dokazati, da to obstaja, da lahko zdržiš skupaj tudi, če je težko. In sem šla preko svojih meja, izgubila ful velik del sebe zaradi tega, ker sem hotela dokazati, da obstaja nekaj, kar ni bilo namenjeno, da obstaja, no tako. Zdaj pa opažam vedno več takih in sem tle tudi lepo slišati, ne vem, kakšen par stamba, kar slišam samo takole, se mi zdi ful lepo. Vsi imamo itak probleme, vsi imajo probleme, ki jih sprašujemo v partnerskih vezah, kar je normalno, ampak da pa poznajo čez to, ko je nekaj težko, to pa občudujem. Ja. Kako si se počutila, koliko si bila stara, ker sta se starša ločila? 18. Shit. Zakaj? Kako pa si šla čez to, mislim, kako si se počutila? Ko sem zvedela, da se je zgodil ta prvi premik, to se točno spomnim, kje sem bila, ki me je zrušil, ker sem bila stojet na telefonu in sem padla po tleh, nisem mogla več uporabljati mišic. Potem pa sem mogla ful enih čustev dati ven, pa nagovarjati slona v prostoru konstantno, ker ne zmorem, po mojem, da sedi tu tak. Ne zmorem, da je neka velika stvar naslovljena. In pol sem govorila veliko o tem, mogla sem govoriti o tem z vsakim članom družine. In hitro prešla v vlogo odraslega človeka pri 20 letih pol, da sem prevzela to funkcijo rešitelja, kdo bo s kom govoril, pa malo sem povezovala pol. Ja. Takrat, ko smo živeli z mami pa sestro skupaj, sem imela občutek, da sem bolj odrasla kakor otrok v tem razmerju, mama, hči. In sem zelo hitro odrasla, tudi hkrati sem bolj odprla firmo in ja, ful eni stvari se takrat zgodili. Pa z očetom sem mogla predelati ful eni stvari v odnosih in tudi on se je odločil, da ne bo več lagal in je ostal zelo iskren človek in zdaj ga lahko vprašam karkoli in greva čez to iskreno. Ko sem povedala, da imam kakšen dvom v to, da obstaja srečno razmerje glede na to, kaj vse opazujem, a ne, sva bolj debatirala o tem, tako da zdaj lahko v vsaki stvari. In mi je bilo težko to slišati, ne, ker ve, da je pripomogel k tej moji bolečini. Kako pa je reagiral? Mislim. A na to? Ja, kdaj je bilo prvič, da si vedela, da zdaj je pa on iskren do tebe? Enkrat, ko sem mu iz jeze vse vrgla naprej, ne, kako si lahko to, kako si lahko zdaj brez čustev glede tega, itak ni bil, ampak ni jih mogel pokazati, ne, ni zmogel, kako si lahko to. Veš, da nas boli, veš, da jaz trpim zdaj, ti pa si tukaj čist v poker faceu, a ne? In sem to govorila z jezem, tako sem ga v bistvu nadirala. In takrat je čist, v bistvu se je ponižil pred mano, tako da se je ulegel na tla, ko sem mu to govorila. Ni mogel sprejeti, tako da tudi on ni mogel več upravljati mišic, samo ulegel se je. In pol so se čist odprla in je govoril o otroštvu in koliko je cenil, kakšen otrok sem bila in čist šla v ene druge sfere, ker se prej nikoli nisva o tem pogovarjala. Pa zdaj vidim, kaj mi pove, ne, ker ne govori samo o lepih stvarih, o sebi, povela, to so moje slabe lastnosti, kaj smo zdaj, ne, tako to je. In imava zdaj direktno iskrene pogovore, kar ful cenim. Sem pa mogla tudi jaz velik korak v to smer narediti. A zdaj bi rekla, da imate dober odnos? Ne, nimate nekega odnosa. Sta pač vsak pri sebi boljš po moje, kakor prej. Vsak zase. Sta boljši, ker sta pač mogla najti samo sebe. Mama ni bila v neki ženstveni energiji, prej pa je šla na razen, se je našla, je čist drugače začela živeti in zdaj žari, ko jo pogledam, prav žari od sreče in zadovoljstva z življenjem. Ja. A si mu ti odpustila? Ja. Ker tudi se ni zamerati na njega, ampak pač na mojo idejo o tem, kaj naj bi bil perfekten odnos, ki pač ne obstaja, ne. Jaz sem živela v nekem princeskinem gradu, kako je vse. Veš, ker nas učijo od mehkega, kako sta princeska in princ skupaj in to sem jo želela živeti, ne, kot princeska mehna. Sem mogla spustiti to idejo, ne, da ni vedno tako. Ja. A misliš, da je tudi to nekako pripomoglo k temu, da si pol vso to energijo, ki jo mogoče nisi znala izrazila skozi neko
rečemo bolj moško energijo podjetnice? Ne vem, mogoče. Nisem nikoli tako razmišljala. Si sam misel, ki Ja. je prišla. Mislim, takrat sem izražala zelo veliko energije skozi uporništvo. Očitno sem čutila, da se nekaj med njima dogaja, tako smo pol analizirali kasneje. Mogoče sem jaz hotela svojo pozornost njuno, ker sta imela vmes probleme, dati nase, ker sem jaz imela hujše probleme kot ona, ker sem pila veliko, pa zamujala domov, pa tako. Sem iskala njuno pozornost na tak čist zmešan način. V bistvu sem počitno trpela, pa iskala nekim od njiju. Ne. Ja. Kako pa si nasplošno na moške gledala v tem obdobju? A si kaj pač imela kakšno tako percepcijo pol do moških nasploh, se pravi, kao vsi so taki ali pa? Ne, to sploh ne. Po mojem sem iskala nekoga, ki bo nadomestek tega, kar sem pri očetu, kar mi je pri njemu manjkalo, neka podpora, neka iskrenost, direktnost. Ne, drugače sploh nisem imela tako, da so vsi taki. Kaj pa v biznisu? To je ena taka tema, ki po moje si se že soočila z njo, glede na to, da si ženska v podjetništvu, kar je itak malo absurdno, če mene vprašaš, da se o tem pogovarjamo, ampak vseeno. Kako je iz tvoje izkušnje? A se res delajo razlike med tem, da si ti ženska, pa imaš neko svoje podjetje, ali pa moški? Kako si ti to doživela? Sigurno so razlike, ampak mislim, da je meni zelo večkrat prav prišlo to, da sem ženska, ker so mi lažje ljudje zaupali, tudi malo več ženska klientela imam veliko. Mogoče mi je kdo kdaj pomagal priti do kakšnega prostora, pa ker sem iskala, zato ker sem bila simpatična, pa so mi zaradi tega pomagali tudi. Nisem izkoriščala, ampak se je zgodilo. Ja. Zdaj imam pa samo žensko ekipo, pa lih mi je rekla ta zadnja, ki je prišla v ekipo, da je bilo malo strah se priključiti, ker smo same ženske, pa znam biti poljo, da ne bomo neke kokoške tam, ne. Pa sem spoznala tebe, kao mene, pa sem videla to, pa se ne gremo kokošega, nek kokošnjaka, da se znamo tako v redu pogovarjati in res tako lepo sodelujemo, da nobene drame nimamo, kar je redko so samo ženske ekipe, ne. Malo sem zašla. Ne. Kaj bi rekla, da delaš dobro v ekipi? Kot vodja ekipe? Na kaj si ponosna? Sem ponosna, da sem vodja te ekipe. Zakaj? Ja, ker poslušam, usedem se vsako posebej in vprašam, kako ti je. To, kar sem jaz pogrešala v prejšnjih mogoče zaposlitvah, pa nisem nikoli zaposlena, ampak to je študentska dela. Kako ti je, kaj bi rada spremenila in če je nekaj, kar se mi zdi smiselno, spremenim to tako, v parih dneh je narejeno, ne? In to tudi one cenijo zelo. Če je nesmiselno, tudi razložim, zakaj mislim, da ne. Večinoma se kar prilagodimo. Ja, veliko sprašujem, pa delam po jezikih ljubezni, tako kaj rabijo trenutno opazujem in to dam, a rabijo več besedne potrditve, pridna si. Probam ne tako reči, ampak ja, pač opazujem, kaj jim pomeni. Prinašam darilca, če mi tako začutim, da jim paše ali pa da meni tudi paše. In živim nekaj, kar sem si izvizualizirala že kar nekaj let nazaj, tako da ker sama sebe vidim kot tako šefico, ki ima lahko prijateljski odnos, ne pa preveč, kot je še vedno spoštovanje. In pridem na delovno mesto, prinesem kavico, kako smo, rabiš kaj od mene, ne, super, grem, rabiš, ok, prinesem, zrihtam, tako da je sproščeno, pa hkrati štimajo stvari, no, se mi zdi, ja. In on ima bolj prijateljski odnos s strankami, jaz ga imam malo bolj profesionalnega, tako da če je kaj nujnega treba zrihtati, vejo vsi, da se obrne name, da so take stvari malo bolj resne, kar se tiče pa prav dela, je pa vse bolj smooth pa nežno. Tako. Kaj bi rekla zase nasploh? Da je nekaj tazga, kar ti sama pri sebi najbolj ceniš zdaj. Torej, ful nočem več uporabljati besede ponos, ker mi je na zadnjem podcastu, ki še ni prišel ven, nekdo zelo lepo interpretacijo te besede povedal. Okay. In tudi kaj pomeni v ruskem jeziku? Kaj pa pomeni? Ponos. Driska. Okay. Mislim, da sem prav rekel, ja, ampak vse boste slišali. Kaj je nekaj tazga, ka pri sebi? Če bi bila ti zdaj svoja najboljša prijateljica, kaj bi zase rekla, da najbolj ceniš? Vem, da je težko vprašanje, ampak probiva. Da stojim za tem, kar rečem,
Ja, niti ni bilo težko vprašanje, ker to cenim pri sebi, res. Lepo. Ja. Lepo. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Dajmo biti toliko sebični, da več dajemo. Ja. Veliko govorimo o tem, koliko smo sebični, ljudje na vsaki stvari itak. Vse, kar naredimo, je sebičnosti. Ful je pa dobro občutek, ko ugotoviš, da lahko nekaj nekomu daš in se s tem boljš počutiš in hkrati še nekomu drugmu omogočiš, da se boljš počuti. Tako da spomni se, kaj lahko zdaj narediš, da nekomu nekaj daš in s tem polepšaš vse dan. Tako. Ja, nič, Gea Klopčar. Hvala lepa In za tebi. tale pogovor. Upam, da si uživala. Sem? Ti je bilo v redu? Zelo. Prvi Cenim. podcast, a ne? Ja. Wow. Thanks. Ne bi rekel tako. Lepo. Thank you. To je to. It's a wrap.